Živjo in lepo pozdravljeni v ponedeljkovem angelskem navdihu v živo. Manca Razboršek je moje ime in sem life in pa soul coach. Vsem tistim ženskam, ki želijo aktivirati svojo žensko esenco, uživati v življenju in navdihovati druge. Tako da dobrodošli in pred nami je nov teden, v katerem nas čaka polna luna. Tako da bodite pozorni v teh dneh, ko že luna dobiva svoj vpliv. Namreč običajno se že nekaj dni prej začnejo energije bolj intenzivno odvijati in dogajati in jaz imam običajno to srečo, da naredim to še kakšen dan prej, tako da je bil vikend zelo zanimiv, kar se tega tiče, in bodite pozorni na to, kaj se pojavlja v takem času, kateri tisti čustveni, predvsem čustveni vzorci prihajajo na plano, katere misli se vam pojavljajo, kaj se dogaja znotraj vas, in predvsem tisto, kar je pomembno, ljudje, ki so okoli vas, imajo enake procese. Tako da ne rabite se zapletati v njihove drame, to je nekaj, kar se je težko odučiti, ker smo toliko navajeni se zapletati v drame, reagirati, na tisto, s čimer ljudje pridejo do nas, in pravzaprav je treba pogledati, kaj sploh je naše, kaj ni naše, zakaj nas nekaj razburi in zakaj reagiramo, namesto da bi se odzvali. Zdaj to reagiranje, odzivanje in tako, to je potrebno kar nekaj treninga, kar nekaj vaje, kar nekaj prečiščevanja, in to v glavnem počnemo na mojih individualnih in pa skupinskih delavnicah. Ravno zdaj v soboto smo imeli prvo celodnevno delavnico Yin akademije. Nova skupina je začela, super smo se imeli, bilo je fantastično, tako da nov cikel se začenja in jaz vedno tudi v bistvu potujem skupaj s temi ženskami, s katerimi se poglobim v vse te energije, odnose, čustva in vse to, tako da vedno grem tudi jaz še v nove globine, v nova spoznanja, in vedno se nekaj super dogaja, tako da naslednja Yin akademija bo enkrat spomladi, če boste pridno spremljali, vas bo mogoče zadeva celo poklicala in vam pravzaprav odprla cel kup enih novih področij. Ena zelo vesela novica, jutri sem v Mariboru in imam predavanje na temo zdravljenje čustev. O tem pravzaprav, kako tudi čustva moramo pozdraviti in kako so tudi čustva tista, s katerimi se je potrebno soočiti in kako z njimi upravljati, Ta čustveni menedžment je ena taka zelo lepa besedna zveza, ki se mi zdi, da da eno posebno noto temu, kaj lahko počnemo s čustvi, in namesto, da bi dovolili, da čustva to počnejo z nami. In samo še 5 mest je prostih. Tako da jutri v centru Moč srca pa bom dala tudi povezavo, samo en moment, da vidim, če mi bo tole zneslo na ta način, kot sem si zamislila. Namreč, če boste hitri, se boste prijavili, tako vam tudi odšteva, koliko je še prostih mest, drugače pa boste šli na čakalno listo, namreč vedno kdo še odpove, pa je potem možnost, da se namesto njega vskoči, potem to po mailu dobite takoj obvestilo, da se je kakšno mesto sprostilo. Evo, v komentar spodaj bom zdajle prilepila link, tako da lahko kar spodaj pod videom, tem videom, ki je v živo, bomo naredili, oziroma sem že objavila povezavo, kjer se lahko prijavite na tole, če ste iz Maribora ali pa okolice in bi želeli priti na zdravljenje čustev. Je pa to brezplačno predavanje, tako da se vam res splača priti in narediti en tak, bom rekla, pregled tega, kaj se da pa kaj se ne da delati z čustvi in kako si lahko pri tem pomagamo s cvetnimi esencami. Namreč poudarek bo na zdravljenju čustev s cvetnimi esencami.
In pa s sabo bom imela vse Bachove esence in vse tiste esence iz Lekarne za dušo, ki jih običajno, lahko kupite samo preko spleta ali pa samo pri meni, v prostoru Lekarne za dušo. Tako da že zaradi tega se vam splača priti, da boste dobili svojo esenco in lahko kar takoj začeli s tistim zdravljenjem, ki ga potrebujete. Tako da to bi bil en tak kratek uvod v današnji, navdih, v današnje navdihe s tem lepim povabilom. Še tole, s štajerskega konca, tisti, ki ste, naslednje predavanje bo 17. oktobra, to je torek. V oktobru prihajam pa tudi na Primorsko, natančneje v Gorico. O teh, datumih in pa dogodkih boste pa še izvedeli vse na temo zdravljenja čustev. Se pravi, to jesen bomo zdravili čustva na veliko in to s pomočjo cvetnih esenc. Zdaj pa, poglejmo, kaj nam angeli pripravljajo za ta teden. Najprej se bomo povezali, tako kot vsak teden, odprli svoje srce, svoje višje srčno središče, preko katerega bomo vzpostavili, povezavo s kristalno mrežo se bomo povezali tudi te vibracije, povabili angele in potem prisluhnili njihovim, vpogledom v energije tega tedna. Tako da se udobno namestite. Naredite en globok vdih in izdih, zaprete oči seveda, naredite en globok vdih in izdih. In z vsakim vdihom vdihnete več sveže, čiste energije in z izdihom izdihnete vse napetosti in vse tisto, česar ne potrebujete več. Vzeti si čas za en vdih in izdih je lahko pomembno tudi sredi dneva, s tem si lahko velikokrat umirite ko se samo skoncentrirate na dihanje, samo date svojo pozornost na vdih in opazujete, kako vdih vstopa v telo in izdih, kako izstopa iz telesa. Ko naredite naslednji vdih, opazujete, kako se razširi vaš prsni koš, vaš trebuh. In ko naredite izdih, izpraznite trebuh in prsni koš in samo opazujete ta izdih. In spet z naslednjim vdihom opazujete, kako ta svež zrak napolni vaše telo. Za trenutek dih zadržite in spet opazujete svoj izdih, kako odhajajo vse napetosti in vse, česar ne potrebujete več. In z naslednjim vdihom date posebno pozornost na prsni koš, na srce, na srčno središče znotraj prsnega koša. In si predstavljate, da vdihnete v to srčno središče, ki zažari v čudoviti smaragdno-zeleni barvi. In izdihnete vse tisto, kar teži vaše srce. In spet vdihnete v srce in ga razširite in izdihnete vse napetosti in vso težo, ki vam leži na srcu. Zdaj si predstavljate, da se nad vami odpre ogromen svetlobni lijak. In skozi ta lijak se začne zlivati navzdol čudovita energija magenta in roza barve. Brezpogojne ljubezni, ki prihaja od zgoraj in napolni vašo glavo, skozi vrat, teče v ramena, napolni prsni koš. Naredite en globok vdih te roza in magenta oziroma ciklamne energije v vaš prsni koš, v vaše srce in izdihnete v energijsko polje okrog vas. In potem se ta čudovita roza in magenta svetloba zlivata še navzdol skozi trup po hrbtenici do medenice in napolnita noge in stečeta po nogah navzdol v zemljo in tečeta navzdol vse do središča zemlje. In ko dosežete središče zemlje, se stopita s kristalno zemeljsko energijo v središču
planeta. In zdaj lahko potegnete en žarek čudovite rdeče svetlobe mame Zemlje, energije Zemlje navzgor do svojih nog, do podplatov. In ko se ta energija dviga navzgor, skozi noge do medenice, vas prizemlji v ta trenutek tukaj in zdaj. Zdaj se s svojim notranjim pogledom, svojim zavedanjem dvignete skozi žarek roza svetlobe, ki prihaja vzgoraj, in se po njem dvigate navzgor, visoko v atmosfero, dokler ne pridete do kristalne mreže, ki obdaja zemeljsko oblo. Energijska kristalna mreža, ki drži frekvenco nove dobe, ki drži frekvenco srčnosti, vizije in povezanosti. In na to kristalno mrežo so povezani vsi tisti, ki kakorkoli dvigujejo svojo vibracijo, odpirajo svoje srce, predvsem svoje višje srčno središče. In vsakič, ko se nekdo priklopi na to mrežo, se ta mreža še okrepi in pošlje nazaj, navzdol, čudovito, brezpogojno, božansko ljubezen in vibracijo nove dobe. In ko se ta kristalna mreža in vaše srce povežeta, začutite dodatno razširitev in naredite še en vdih te kristalne energije v svoje srce. In ta kristalna energija, povezana z božansko ljubeznijo, odpre poseben portal, skozi katerega lahko vstopijo angelske energije v vaše svetlobno polje. Naredite en globok vdih in izdih in s tem zavedanjem, da smo povabili angelske energije v svoje življenje. Začutite telo, odprete oči v trenutek tukaj in zdaj in prisluhnete tistim sporočilom, ki jih angeli tokrat predajajo za teden, ki je pred nami. Kaj je tisto, kar potrebujemo slišati? Kaj je tisto, kjer nas angelske energije podpirajo, odpirajo nečemu novemu mogoče? In prva karta, prva energija je dvojka Zemlje. Dvojka Zemlje, ki je, kako bi rekla, nadaljevanje od prejšnjega tedna. Tudi prejšnji teden smo imeli dvojko Zemlje, ko smo govorili o tem, da je potrebno imeti bolj igriv pristop, da ko se odločamo, da je dobro se odločati za tisto možnost, ki nam prinaša več igrivosti, več veselja in s tem dviga vibracijo. S tem je vibracija dvignjena, a ne? In ko se odločamo v zelo konkretnih zadevah, se lahko mentalno prestavimo, okej, če se odločam za tole odločitev, kako se bom počutil, kako se bom počutila? A bo to nekaj igrivega, luštnega, a bo to nekaj resnega, trdega, zahtevenega, groznega, ki nas že vnaprej stisne? Tako da dvojka Zemlje kot ena taka igriva energija, čist konkretna igriva energija, ki nas ponovno spremlja oziroma očitno še kar nas spremlja tudi v tem tednu. In naslednja, nadangel Mihael in cesar. Organizacija in doslednost, ustroj in strog red, vodenje so ključne besede te karte. Nadangel Mihael v arhetipski vlogi cesarja pa je tisti, ki nas vpraša potem, kakšne so naše dnevne navade, kakšna je naša dnevna struktura in kakšna je struktura našega življenja. Zanimivo je, da v temle Kravljevem tarotu je štirka povezana z energijo ovna. In polna luna v tem tednu je ravno tako v zvezdju ovna, tako da ta ovnovska energija nekih prebojev, novih začetkov, v bistvu tista začetna energija, ki
običajno spomladi omogoči kalčkom, da poženejo, ne, da lahko zbrstijo, da se prebijejo na plan, nas bo spremljala tudi v tem tednu, in kadar je nadangel Mihael zraven, takrat je vedno zelo pomembno, kakšna je naša osebna moč, kako čutimo tlele noter v pleksusu, a se tle noter vase potegnemo, ali se odpremo in gremo samozavestno naprej. In nadangel Mihael je fantastičen pri teh potiskih naprej, zato da se ne skrčimo vase, ampak da zberemo svojo moč, zberemo svojo zavest in gremo naprej. Tako da nadangel Mihael v tem tednu očitno nas bo podprl v teh naših prizadevanjih. Tako da poglejmo še, kakšna je naša tretja karta oziroma tretja energija, čeprav Mihael nas kar močno tukajle vodi v tem novem tednu, tako da dajte se z njim tudi povezati, dajte ga še posebej poklicati in prositi, da povsod tam, kjer vam mogoče manjka vodstvenih sposobnosti, sami zase in za druge, da v bistvu znate postaviti meje, da znate reči ne, da znate v bistvu se postaviti in reči, tole sem jaz tukaj in grem tukaj naprej. In pa, še eno stvar mi zdajle namiguje, lightworkerji, kadar vam je težko, pokličite nadangela Mihaela. Nadangel Mihael vam bo pomagal, da svoje poslanstvo, se pravi, poslanstvo tistih, ki širite luč, ki širite svetlobo, da lahko stopite v to poslanstvo in da v bistvu ta prave korake naredite in vas vodi v ta prave smeri. Tako da to, drugo pa, Mihael je tudi zelo, zelo fantastičen pomočnik pri rezanju vezi oziroma pri raztapljanju eteričnih vezi z vsemi tistimi osebami, ki vas ne podpirajo. To je zelo pomembno, da imamo pravo podporo v tej dobi, v tem času, na tej svoji poti, sploh če delate kot lightworkerji. In pa še tretja karta, že prehitevam, paš vode. Evo, paš vode, ki pa govori o tem, da se naše duhovne, duševne sposobnosti krepijo, predvsem, da se intuicija krepi, da se naš v bistvu kreativni izraz krepi, ta senzitivnost tudi, da se krepi, a ne. Eno je ta notranja moč, ki jo da nadangel Mihael oziroma ki nam jo pomaga razvijati nadangel Mihael, drugo pa je ta senzitivnost na energijo okrog nas, na to, kaj se dogaja, in to v tem tednu bo sigurno poudarjeno. Zdaj, kaj konkretno to pomeni, zdajle mi pravijo, da naj to prevedem v konkreten jezik, to pomeni, da boste veliko bolj zaznavali vse vibracije okrog sebe, sploh ob tej polni luni, ne, polna luna vemo, da najprej da zelo okrepi, in dajte si vzeti čas in prostor, da vso to senzitivnost, te senzacije, ki jih boste dobili, tudi predelate. Namreč ta senzitivnost zna biti zelo tako, da se vklopijo obrambe, da se vklopijo različni programi, ki smo jih nekako že skoraj predelali, vsaj mislili smo tako, pa se spet dvignejo, vse tisto, kar je pač nerazrešeno, in to zato, da lahko začnemo nekaj novega, da lahko v bistvu začnemo bolj igrivo, ker vse, kar nas teži za nazaj, a ne, nas ponovadi drži v enem takem krču energetskem in nas ne spusti naprej, mi pa če hočemo iti naprej, moramo ta krč razrešiti. Tako da bodite pozorni tudi na ljudi, ki se pojavijo v vašem življenju zdaj v tem tednu, ker bojo to zelo ene take pomembne nove povezave, in tudi tam, kjer so določeni izzivi v odnosih, se bojo ti odnosi lahko v tem tednu zelo transformirali, lahko se boste postavili pa rekli, bom tako rekla, lažje se boste postavili pa rekli ne, ker vas energije v tem podpirajo. Tako da tam, kjer želite nekaj prekiniti, pa ne bom rekla čisto prekiniti, ampak prekiniti neke stare stvari, ki vas ne podpirajo več, imate v tem tednu to možnost, zato ker pač energije to očitno podpirajo. Tako da zelo prizemljeno začnemo, potem gremo v svojo moč in senzitivnost proti koncu tedna, v četrtek je namreč polna luna,
zato bodite pozorni, je tisto, kar nam v tem tednu naši dragi vodniki, naši dragi angelski pomočniki sporočajo. Tisto, kar vam pa jaz sporočam, je pa, da je še 5 mest, mogoče še že kakšen manj, ker je kdo že v tem vmesnem času kliknil, ampak 5 mest na predavanju Zdravljenje duše jutri v Mariboru ob 7. zvečer. Link je spodaj pod videom, sem ga dala. Naslednji dogodek oziroma naslednje predavanje pa je 17.10., to je tudi torek, se pravi čez 14 dni, v Slovenski Bistrici. Tako da to boste pa še obveščeni in najboljše, da se naslednji teden spet priklopite na angelske navdihe in boste izvedeli še vse ostalo. V tem tednu torej bodite pozorni na to, kaj se vam dogaja. Predvsem prevzemite odgovornost zase in za svoje zadeve. Ne se odzivati na drame drugih, poglejte, kakšna je vaša vloga pri tem in kje vam pritiska pravzaprav na določene gumbke in tam je treba pač nekaj narediti. Seveda imate vedno tudi možnost priti na posvet, na individualni pogovor k meni, lahko se pridete pogovoriti s svojimi angeli na angelski reading. Ja, to delam že od leta 2008. Ja, od 2008, prav skoraj 10 let že delam te angelske readinge in vedno se kaj fantastičnega razkrije. To gre v bistvu za branje energije, tako kot zdaj pogledamo, kaj se dogaja kolektivno, se gre za to, da pogledamo, kaj se dogaja čisto pri vas individualno, a ne, se pravi, kakšno je vaše tisto energijsko stanje, kje rabite več podpore in kam se obrniti. Lahko pridete tudi na kakšno bolj informativno varianto, pa pogledamo, če je za vas kakšna daljša oblika coachinga primerna, a ne. Life and soul coaching pomeni, da je in življenjske zadeve in stvari na nivoju duše. Za vse ostalo pa spremljajte dogodke na manca.si, na Facebook strani Manca Razboršek Life and soul coach in se vidimo naslednji ponedeljek. Čau, čau.